Hvala za besedo. Ja, delim mnenje predhodnikov, da kot vsi ugotavljamo, gre za zelo zahtevno zakonodajo, ki je zahtevna tako iz strokovnega vidika, geopolitičnega, na koncu prihajamo pa tudi do ideoloških političnih tem, ki so več kot očitne tudi pri nekaterih stvareh. Prav zaradi tega je v pripravi te dokumentacije prišlo do celo vrsta teh različnih strokovnih srečanj, kjer so tudi strokovnjaki predstavili svoje poglede in ko pogledamo zdaj njihove zaključke, vidimo, da je že v osnovnem predlogu, ki ga je komisija predlagala, ta predlog v nekaterih stvareh, predvsem pri kontaminantih vezanih na kadmij v fosforju, da smo zelo konkretni, najbrž šla preambiciozno, da bi na koncu imeli predlog, ki bi bil tudi 3-krat, 4-krat ostrejši, kot je kjerkoli po svetu, in da je tudi tehnično zelo težko izvedljiv oziroma zelo drag in kar je najpomembnejše, da so tudi strokovnjaki z področja zdravja bili enotni, da ni nobenega razloga, da bi ta stopnja pri kadmiju šla tako nizko navzdol, zato kljub temu, da nimamo tega v naši pristojnosti, vemo, da nas to zelo tangira in s predlogom, ki ga je naša poročevalka v Enviju, gospa Gardini, predstavlja, se je še na nek način možno strinjati, ostrejše stvari pa mislim, da so zelo težke in bo zelo težko nadaljevati s tem poročilom, koliko bo šla to področje v to smer. Kar se tiče poročila, ki ga pripravil Jan, in tudi hvala za strokovno ekskurzijo, ki smo imeli na Nizozemskem, vidimo, da želi in mislim, da je prav, da gremo v to smer, dati posebno mesto k živalskim ostankom, se pravi gnojilom, uporabi teh gnojil tudi v kontekstu organskih gnojil, tako da na tem področju mislim, da je potrebno tudi ta razvoj omogočiti, kajti če kje se kmetijstva najbrž v ciklusu tega krožnega gospodarstva ravno pri pretvorbi živalskih ostankov v ta gnojila s to oznako organska gnojila lahko najde. Mislim, da bo potrebno še okoli teh procentov se pogovoriti, vendar pa tudi tu vidimo v številnih amandmajih, da je diapazon zelo širok in da gre v eno drugo smer, vendar pa sam osebno podpiram to področje in mislim, da je v tem delu prav, da najdemo tehnično in pa tudi strokovno izvedljivo zadevo. Kar se tiče področja družbene sprejemljivosti kmetijstva, kot smo včeraj slišali, kot je kolega Jar dejal, je za nekatere v javnem mnenju ali pa tudi v političnem okolju že nesprejemljivo, da se sploh gnojila uporabljajo in se ne zavedajo v bistvu, kakšne so te posledice, zato mislim, da moramo biti pozorni, hkrati, da pazimo na ta pogled širše javnosti na kmetijstvo, da najdemo rešitve, ki bodo šle v smeri, kot sem že dejal, iskanja krožnega gospodarstva. Na nek način pa vidim iz različnih stališč, da bo področje odpiranja nitratne direktive najbrž zelo problematično v tem delu. Bo se potrebno o tem pogovoriti, tako da pričakujemo tudi te dva kompromisna amandmaja, kot je poročevalec Hojtema obljubil do konca naslednjega tedna, se pravi že v zvezi s samim naslovom, področjem odpiranja nitratne direktive in pa glede vsebnosti hranil v organskih gnojilih. Mislim pa, da je to področje, s katerim smo se vsi skupaj kar precej ukvarjali, mislim, da moramo vložiti napor, da resnično najdemo dobro ločnico med hranili in pa med učinki gnojilnimi in pa ostalimi fitofarmacevtskimi, biostimulantskimi, tako da na tem področju ne pridemo zopet na kakšen tanek led in da z vidika pogleda ostalih na kmetijstvo, na to direktivo najdemo sprejemljivo rešitev. Upam, da resnično v tej množici amandmajev, zdaj mi jih imamo preko 500, odbor za okolje jih ima skoraj 800, na koncu najdemo neko rešitev, ki bo širše sprejemljiva in tudi izvedljiva in ne bo povzročala dodatnih stroškov kmetijstvu.